Pred leti, ko je prišel ven trojček takšnih majhnih avtomobilčkov, skoraj ali pa sploh niso imeli konkurence. 5 vrat na manj kot 3,5 metra dolžine je bil za marsikoga odločilni razlog in še vedno se Citroen C1 pohvali s tem. Plus s svojim privlačnim izgledom, ki je ponovno še bolj prepoznaven zaradi ledic spredaj. Vozi se solidno, dokler hitrosti ne presežejo 100 km/h, čeprav gre tudi 160. Poraba je z okoli 6 litri ugodna v mestu, na avtocesti pa hitro zraste na 7 in več. Po novem je serijski ESP, za klimo pa boste morali doplačati 750 €, tako da za neko spodobno varianto C1 pripravite vsaj 9000, kar za moje pojme sploh ni poceni. Naravnost obupna pa je tale plastika, ker tako odseva v sprednji šipi, da še avto pred sabo ne vidimo v močnem soncu. In to ni le neuporabno, ampak tudi nevarno. Inženirji se bodo morali kdaj tudi zapeljati z avtomobili, ki jih ustvarjajo, ne pa paziti samo na to, da so lepi. Praktično vse našteto velja tudi za Peugeot 107, ki je nekaterim še bolj privlačen na pogled. Ampak je tudi drag, tale stane več kot 11 000 €. Res pa je, da je navadno tole šele drugi ali tretji avtomobil pri hiši in za kratke skoke v mesto veliko niti ne boste potrebovali. Krasen je za tesna parkiranja, preglednost ven je zelo dobra, hitro vas bodo opazili zaradi dnevnih let luči, litrski 3-valjni bencinski motorček pa je povsem dovolj zmogljiv in s porabo okoli 6 litrov pričakovano žejen. Za oster boj s konkurenco pa bo morala konkretno pasti še cena.